Dobro jutro in dobrodošli. V MČM poslovni skupnosti priložnosti in optimizma na prvi pomladni dan, ki ga mednarodno označujemo tudi kot dan poezije in strpnosti, ne bomo recitirali pesmi. Četudi verjetno živene vsi narodi, ki hrepene dočaka dan, da kodar sonce hodi prepiri sveta, bo pregnan, sodi v kontekst današnje družbe. Kar želimo, je konstruktiven dialog in zato res prisrčno pozdravljam vse predstavnike gospodarstva, naše člane, vse predstavnike, hvala Matjaž, vse predstavnike civilne družbe, seveda tudi veleposlanike, kar nekaj predstavnikov držav naših prijateljev je z nami. Naj le povem, da bo danes potekal dogodek v slovenskem jeziku, smo pa seveda poskrbeli za to, da bomo tudi s prevodi omogočili, da bo lahko vsi razumeli pogovor. Pozdravljam tudi številne novinarje. Večkrat poslovna skupnost, gospodarstvo želi in vas prosi, da tudi v času te vroče pomladi, če tudi vreme danes ni tako, sprašujete o stvarih, ki so pomembne. In to gospodarstvo gotovo je. Gospodarstvo, ki potem tudi omogoča boljšo kvaliteto življenja za ljudi. Danes imamo tudi prenos v živo, hvala našim partnerjem, Delo, ki nas prav tako predvaja. In seveda lepo pozdravljam predstavnike vseh političnih strank, ki so se danes odzvali našemu vabilu. Najprej samo povem, po kakšnem kriteriju smo vabili. Gledali smo februarske raziskave javnega mnenja, in kot govornike povabili 7 političnih strank, ki so jim javnomnenjske raziskave pripisali vstop v parlament. Odzvalo se jih je 6, ena nam je sporočila najprej, da nimajo časa, potem pa, da nimajo interesa za pogovor z gospodarstvom. Seveda pa pozdravljam tudi tiste stranke, ki so z nami, ki so jih javnomnenjske raziskave tudi zaznale, tako da tukaj prijazen pozdrav predstavnikom Slovenske nacionalne stranke, Slovenske ljudske stranke, stranke Alenke Bratušek in Piratske stranke. Še preden pa prepustimo oder in konstruktivnemu dialogu vsem tistim, ki so danes z nami kot gosti govorniki, pa prosim našo predsednico, gospo Nevenko Kržan, da se mi pridruži in Nevenka, da poveš, zakaj MČM čuti odgovornost do tega, da soustvarjamo boljše poslovno in s tem tudi življenjsko okolje. Ajša, hvala. Lep pozdrav in dobro jutro tudi z moje strani. Zahvaljujem se vsem članom za udeležbo, vsem političnim strankam in za uvod morda nekaj podatkov in besed. Danes imam na glavi pač 2 klobuka, kot KPMG in kot MČM, in ne morem iz svoje kože, da ne bi z vami razdelila nekaj številk. MČM v Sloveniji je bil ustanovljen leta 1999 in s ponosom lahko rečem, da združujemo 350 članov, kar mogoče kot številka ni tako zelo veliko, ampak številka, da te naši člani zaposlujejo 66.000 zaposlenih, in da ustvarjajo preko 16 milijard prihodkov v slovenskem prostoru, se mi zdi pa zelo pomemben podatek. Skupaj z vami, našimi člani, skupaj s skupnostjo lahko uresničujemo našo strategijo in vizijo, kar pomeni, da Slovenija postane boljši prostor za življenje in poslovanje. Kot si rekla, 2 klobuka imaš danes, 2 vlogi. Hvala seveda tudi KPMG, da ste naši partnerji ne le tokrat, velikokrat nas podprete, seveda tudi znanjem. In morda gre poudarek tudi na to, zakaj je pomembno, da imamo slovenska podjetja z izjemnim znanjem in talenti, pa tudi mednarodna, ki pravzaprav prinašajo globalen okus. Morda nekaj besed, bom ponovno začela s številkami. KPMG v Sloveniji je bil ustanovljen pred 25 leti, kar pomeni, praznujemo letos našo 25. obletnico na slovenskem trgu. Mednarodno seveda je ta združba nastajala kar stoletja že in naj z vami razdelim podatek, da so si že naši ustanovitelji prizadevali za spremembe v svojem okolju.
Naš ustanovitelj iz Anglije je na primer spremenil statut Angleške in Velške zveze računovodij na način, da so lahko računovodje pred skoraj 100 leti postale tudi dame. Predtem je bil to moški poklic. Ampak zakaj ravno tudi naša povezava z MČM-om? Tudi zaradi tega, ker so naše strategije slične, prizadevamo si za 3 glavne stebre. Tudi v okviru postulati naše strategije so razvoj naših kadrov, torej tako kot imamo tudi pri nas eno točko razvoj trga dela in kadrov, potem seveda naše stranke in okolje, v katerem živimo, kar pomeni, da z pozitivnimi spremembami želimo vplivati na naše poslovno okolje. Zdaj bova s filmčkom malce predstavili v preteklost, da pokaževa, zakaj nas KPMG vodi v prihodnost. Pokaževa prihodnost. Tako, poglejmo. Horse trading. Those were the days. But we don't ride horses anymore. We drive cars. And in a few years, cars will even drive themselves. The necessary new technologies and algorithms are being tested and tested thoroughly. In the end, tech will make more and better decisions than we ever could. And remember, we make the tech, so in tech we trust. In seveda zaupamo tudi v ljudi. Prav zato 3 ključne teme, ki jih bomo danes naslovili: talent in prihodnost dela, kakovost bivanja in referenčna država. Zaupamo pa tudi pozitivni izzivalki današnjega jutra, gospe Martini Mrslavič, nosilki licence za regijo On the Room, torej soba bo zdaj njena. Izvoli, Martina. Hvala, Ajša. Aplavz si zaslužita 2 dami, ki pomagata spreminjati stroko, Slovenijo, gospodarstvo na bolje. Preden začnemo, imam vprašanje za vas. Pojdimo 4 leta nazaj v prejšnje volitve. Pa me zanima, kako dobro se spomnite volilnih programov strank, ki ste jih izbrali. Pokažite mi z rokami. Če mi pokažete ničlo, pomeni volitve, stranke, programi. Toliko stvari se je zgodilo vmes, da kdo bi se še tega spomnil. To je ničla. Če mi pokažete 5, pomeni: Martina, kako si vedela? Vsega se spominjam. Še danes znam ponoviti ključne usmeritve iz programov strank, ki smo jih izbrali. Roke gor, držite jih gor, ni zato, da bomo delali statistične analize, ampak da dobimo malo občutka. Od 0 do 5, kako dobro se spomnite programov strank. Roke gor. Precej ničel vidim, nekaj trojk, a imamo kakšno 5? 5 praktično ni. Ok, hvala lepa, malo smo se tudi razmigali. Vprašanje je bilo z namenom in odgovor na to vprašanje je deloma tudi že v razlogu, zakaj se danes družimo. Zato, da bomo spremljali bolj in pozabljali manj, pa vmes seveda znali terjati tudi spoštovanje zavez, ki so jih stranke dale v predvolilni kampanji. Strankam smo poslali vprašalnik, v katerem smo jih povprašali po njihovem odnosu do ključnih stvari, ki so pomembne za poslovno skupnost, za vas. Talenti in prihodnost dela, Slovenija kot referenčna država ter kakovost bivanja skozi prizmo pokojninskega in zdravstvenega sistema. Nekaj odgovorov je bilo zelo neposrednih in jih bomo povzeli, ampak danes nas zanima slišati malo bolj v globino, zakaj so bili taki in predvsem kakšne učinke pričakujemo od teh usmeritev. Časa nimamo veliko, zato kar vabim na oder po abecednem redu imen strank. Sedežnega reda nismo predvideli, dragi gostje. Usedete se, kakor vam razmere dopuščajo in občutki narekujejo. Magistra Julijana Bizjak Mlakar Desus, izvolite. Vam pa prepuščam, kakšna sporočila boste razbrali iz izbora sedeža. Gospod Marjan Šarec, lista Marjana Šarca.
Magister Matej Tonin, NSi. Magister Andrej Šircelj, SDS. Gospod Matjaž Han, SD. In dr. Aleksander Kešeljevič, SMC. Dobrodošli na odru. Najprej rahlo osebno vprašanje. Ko govorimo o talentih, in o tem bomo danes govorili precej, me najprej zanima, kakšen talent imate vi osebno in kako je zaradi tega vašega talenta Slovenija boljša. Začnemo z dr. Kešeljevičem in gremo vse do konca do magistra Širclja. Izvolite. V enem stavku, prosim, na kratko. Najprej dobro jutro in lep pozdrav vsem, še z moje strani. Nekoliko osebno vprašanje. Zdi se mi bolj pomembno, kot da poznamo in prepoznamo svoje lastne talente, mogoče da prepoznamo talente ljudi, ki so okoli nas. Se pravi, kot programski vodja stranke SMC in kot svetovalec predsednika vlade za gospodarske zadeve poskušam delovati v smeri, da za ključne razvojne projekte Slovenije poskušam povezati prav s takšnimi ljudmi. Potem bom pa jaz povedala, kakšen je vaš talent. Empatija, občutek za druge, prepoznavanje kakovosti drugih. Gospod Han, kaj pa vaš talent? Ja, najprej lepo dobro jutro. Zdaj osebnega talenta ne smem povedati. Ampak s tem ste šele sprožili vprašanja, okej? Ampak jaz mislim, da je vendarle moj talent in mogoče moja prednost v tem, da se znam z ljudmi pogovarjati, da ljudi ne delim, bom rekel, politično na leve in desne, da znam poslušati in da na koncu se mi zdi to, kar Sloveniji manjka, da bomo bolj povezani, da se bomo bolj družili, da se bomo bolj slišali, ta talent jaz upam, da imam. V sicer razdvojeni Sloveniji nam bo ta talent še kako prav prišel. Kaj pa vi, magistra Bizjak Mlakarjeva, kakšen je pa vaš talent? Ja, mislim, da je pomembno, da drugi prepoznavajo naše talente, ampak tisto, kar pa poskušam upoštevati, je pa vsekakor to, da slišim ljudi, kaj govorijo, slišim njihove predloge, vendar pa jih potem tudi analitično preverim, lahko rečem, tudi na dokazih in se potem tudi sama znam odločiti, kaj je bolje za ljudi. In to je moja usmeritev. Okej. Do zdaj so bile izjave vsaj zame malo presenetljive, pa tudi malo navdušujoče, zato ker ste vsi govorili o drugih. Pa izzovem gospoda Šarca. Kaj pa, če bi vi povedali o sebi in o svojem talentu? Ja, že od nekdaj sem v takem območju delovanja, da drugi presojajo moje talente. Vedno sem bil odvisen od ljudi, včasih sem jih bolj spravljal v dobro voljo kot danes. Danes sem stopil v politiko in mogoče moj talent doslej bil preživetje v tem krutem svetu. Okej. Talent, ki vsekakor prav pride ne samo vam, tudi ostalim. V poslovnem svetu to zelo dobro vemo. Magister Tonin. Dobro jutro. Glede na to, da igram hokej, bi rekel, da na hokeju moraš imeti dobro ravnoteže, pa dobro moraš zadeve predvidevati, pa včasih koga kam stisneš. In to je to dobro v politiki. Okej. Analogija s športom. Iz športa se vsak dan lahko kaj naučimo. Hvala. Še magister Šircelj. Dobro jutro. Jaz vam pa govoril o 3 mojih talentih. Prvi je poslušati, drugi je slišati in tretji je ukrepati oziroma odločiti se. Kaj ima Slovenija od tega, kaj bo imela in kaj je imela? Glejte, kar nekaj rešitev na finančnem področju je še danes aktualnih oziroma še danes jih lahko koristimo. Morda ena tistih, ki je najbolj vidna pri vseh, ni nam treba davčnih napovedi pisati vsako leto, ampak jih dobimo kar od finančne uprave. Za druge ne vem, jaz sem vam za to zelo hvaležna kot državljanka. Hvala lepa. To je bilo ogrevanje. Preden gremo naprej, pa si poglejmo, kaj o področju talentov pravijo predsedniki MČM komisij.
Jaz mislim, da Slovenija je izjemno atraktivna država, tako zaradi svoje okolja, narave, v katerem živimo, tako zaradi dela, ki ga dejansko Slovenija ponuja. Problem, ki ga imamo, pa je finančni aspekt, torej obdavčitev plač. Ko govorimo o privabljanju tujcev v Slovenijo, se na bruto plačah najdemo, na neto pa ne. Mislim, da je ukrep zelo enostaven, samo država se mora zanj odločiti, zmanjšati prispevke in davke na plače. Eden najpomembnejših ukrepov je zanesljivo davčni ukrep oziroma vzpostavitev socialne kapice, razvojne kapice, ki bi ta visoko plačana delovna mesta razbremenil. Ta delovna mesta so za delodajalce predraga. Treba pač poudariti, da dejansko pač znanje kot takšno ni več neka konkurenčna prednost. Prednost, ki bi jo pač mogli tudi v okviru izobraževalnega sistema bolj poudarjati, so kompetence prihodnosti in na tem bi bilo potrebno graditi pač naš izobraževalni sistem. Fleksibilen trg dela je eden izmed ključnih pogojev za konkurenčnost gospodarstva. Konkurenčnost gospodarstva pa je spet en osnovni predpogoj za uravnoteženje vseh deležnikov na trgu dela. V Sloveniji imamo svojevrsten paradoks. Imamo drago delovno silo, ki pa je slabo plačana. Vi ne vidite, na zaslonu imamo podatke o razmerjih med bruto in neto plačami v Sloveniji, Madžarski in na Poljskem. Slovenija na bruto 3700 zaposlenih dobi 2722, na Poljskem 3184, Madžarskem. Aha, pardon, se opravičujem. Hvala, Ajša. Ok, bruto in neto razmerja se zelo razlikujejo po državah, da ne bom spet naredila kakšne napake. Poglejmo, kako stranke gledate na finančne obremenitve dela, na ta paradoks, ki je v Sloveniji zelo specifičen. Nekaj vprašanj smo vam postavili, za tiste, ki sedite bolj zadaj, na kratko povzamem. Vprašali smo vas, ali podpirate uvedbo razvojne kapice. V filmu smo slišali, da je to eden izmed ukrepov, ki bi lahko Sloveniji pomagal biti bolj konkurenčna. Da, sta odgovorili NSI in SDS, ne Desus, SD in SMC, Lista Marjana Šarca neopredeljena. Naslednji ukrep, obdavčitev dela. Ali ste za to, da se ukine 50% dohodninski razred? Za so bile NSI, SDS in SMC, proti Desus, neopredeljena Lista Marjana Šarca in SD. Prioriteta, ki jo bodo obdavčevanju, finančnim obremenitvam dela pripisovale stranke v tem mandatu, če dobijo seveda mandat, srednja prioriteta Desus, Lista Marjana Šarca, visoka prioriteta SD in SMC, najvišja prioriteta SDS in NSI. Tukaj razkrivamo nekaj, kar bi sicer v gospodarstvu veljalo kot konkurenčna informacija, ampak itak jih bomo imeli kar naprej na pladnju. Rezultati sami veste, koliko so za vas pričakovani, koliko ne. Zdaj me pa zanima, kakšni bodo učinki teh vsebinskih usmeritev. Kakšno Slovenijo, če bi dobili parlamentarno večino in bi lahko spravili skozi vse, kar stoji v ozadju teh vaših odločitev, kakšno Slovenijo nam boste zapustili leta 2022? Tokrat začnemo z gospodom Hanom in nadaljujemo spet po istem sistemu naprej. Je zdaj vprašanje, če bo vodila vlado oziroma bila eden od glavnih akterjev socialne demokracije, bom povedal. Zdaj, dejstvo je, da je treba davčno reformirati to državo. Dejstvo je, jaz vem, zmeram sem rad, povem na kakršenkoli srečanju tisto, kar jaz želim in tisto, kar jaz mislim. Ne govorim tisto, kar vem, kar bi gospe in gospodje rad slišali, ker vem, kje sem. Nisem v eni tovarni, kjer pred mano stojijo delavci. Pa vendarle, vsi se strinjamo, da so plače preobremenjene, to se strinjamo. Vendar pa se moramo tudi strinjati, da imamo mi druge davčne obveznosti v tej državi relativno nizke. Davek na dobiček, nepremičninski davki in tako naprej. Ko bomo znali vse to skupaj
pod neko črto postaviti na takšen koeficient, da bomo lahko tiste rezultate, da bo se približali Madžarski, da bomo imeli tudi mi 2100 evrov plače pri 3 ure 700 bruto, ne? In, kar je zelo pomembno, da bomo v tej Sloveniji imeli še zmeram zelo dobro javno šolstvo, javne zdravstvo, vse druge dobrine, kvaliteto življenja, ki pa vendarle vsi skupaj pozabljamo, tukaj je verjetno veliko tujcev v tej naši dvorani, ne? Veliko vsi skupaj pozabljamo, da je v tej državi lepo živeti, da je ta država varna država, da je ta država zelena država, da danes sem se peljal v Ljubljano, je danes dan gozdov, 70% imamo gozdov v Sloveniji, lahko normalno zadihamo in to so tudi tiste prednosti, ki jih pa premalo slišim, da pridobimo dober kader v to Slovenijo. Ni se s finančnimi obveznostmi in davčnimi zavezami v tej Sloveniji pomembno. Tako da mi smo za prestrukturiranje davkov, je pa res. Vsi bojo govorili, treba je davke znižati, pokojnine povečati, dati več denarja za zdravstvo, vsi vi ste ekonomisti, včasih se ta seštevek ne izide. Se pravi, na hitro povzamem, konkurenčnost, privlačnost države za talente ni samo v denarju. Ok. Gospa Bizjak Mlakar. Ja, vsekakor se strinjam s predhodnikom, da je potrebno gledati celovito tudi na davčno politiko. Ne smemo izvzeti samo enega področja in reči, tole bomo znižali ali pa tole bomo zvišali ali na tak način gledati na stvari, pač pa je treba pogledati celotno davčno obremenitev in če to pogledamo, ugotovimo, da je Slovenija še vseeno po povprečju, če vse davke pogledamo skupaj in prispevke, da je pod Evropsko unijo za približno 2%, kar seveda pomeni, da je tisti korak, tisti napor, ki ga bo treba narediti, je vsekakor prestrukturiranje teh davkov, če bomo želeli seveda tudi razbremeniti delo teh visokih, trenutno visokih davkov. Povejte nam malo več o tem prestrukturiranju. Malo bolj konkretno, kaj točno mislite s tem? Ja, mi vemo, da so davki na premoženje, davki na dobiček, da so zelo nizki v Sloveniji in da je treba to spremeniti in če seveda to spremenimo in dobimo ustrezna davke z tega področja, potem lahko seveda ohranimo tudi kakovost življenja, to se pravi kakovost zdravstvenega sistema, ki je ne glede na to, da imamo veliko čez njega povedati. O tem bomo še kaj rekli v nadaljevanju. Ja, je še vseeno kvaliteten, imamo izjemno kvalitetno izobraževanje in ostale storitve. Mislim, da je treba gledati celovito na gospodarstvo. Prestrukturiranje torej v smeri obremenjevanja drugih vrst prihodkov, ne pa plač. Okay. Gospod Šarec. Zame je bistveno za gospodarstvo, da gospodarstvo ve, da živi v nekem stabilnem okolju in da se zakoni ne sprejemajo oziroma spreminjajo ves čas. Pa ne gre tukaj, ali je investitor tujec ali je domač. Zame iz prakse vidim to, je bistveni problem, da predolgo se čaka na gradbena dovoljenja, predolgo se čaka na spremembe prostorskih aktov in če ti že kot občina čakaš 9 mesecev na soglasje z neke agencije, potem je pa ta odgovor negativen in spet mine eno leto, se gospodarstvo težko razvija, ker mnogi investitorji pridejo, imajo toliko in toliko milijonov, ki bi jih vložili, potem pa toliko časa čakajo, da grejo raje na Hrvaško ali pa kam drugam. Zame je to prioriteta, birokracija, hitrost odločanja. To nas tepe tudi. Potem so šele te obremenitve, ker tudi ko sem govoril z gospodarstveniki, pravijo, da jih to najbolj moti, da vse traja. Vi ste tudi rekli, da ne bi pripisovali tako visoke prioritete temu, če ne bi bila konkurenčna borba za talente tako velika. Zanima pa me, ste bili neopredeljeni na točki ukinjanja 50% dohodninskega razreda. Zakaj? Ja, zato, ker v tem vprašalniku je bilo težko na dolgo, na široko razlagati, ampak potrebno je v bistvu celotno davčno politiko, ne gre samo za en razred, najprej se treba odločiti, koliko razredov bomo imeli in kje je tista meja, ko se šteje, da je nekdo bogat oziroma nadstandardno. Kje pa je za vas ta meja? Zlagal bi se, če bi rekel, da vem, kje je ta meja. Ne vem, kakor za koga. Za nekoga je meja že zelo nizko postavljena, je hitro zadovoljen s svojim življenjskim standardom, nekdo drug pa
si predstavlja, da je to zelo visoko. Tako da To je res bilo relativno vprašanje. Ja, sej tudi Bomo šli zato sem počasi relativno naprej. odgovoril. Zaenkrat smo slišali, da je pomembno celovito urejanje poslovnega okolja, hitrost postopkov. Magister Tonin. Seveda je celovito urejanje pomembno, potrebno pa se je zavedati, da Slovenija ni več vas, ampak da živimo v nekem globalnem svetu in da tudi mladi se lahko danes odločajo, da delajo kjerkoli praktično želijo, če imajo znanje. In vi ste pokazali konkretne podatke in problem je, da je slovenski neto nizek. In zato je stališče Nove Slovenije, da je absolutno obremenitev plač previsoka. Mi smo v naš program zapisali relativno enostavno rešitev, ki ne bi ogrozila ne pokojninske in ne zdravstvene blagajne. Mi predlagamo dvig splošne dohodninske olajšave iz sedanjih nekaj več kot 3.000 na okrog 8.000 evrov. Kaj bi s tem dosegli? S tem bi se vsem državljanom, ne zgolj v javnem sektorju, ampak prav vsem državljanom bi se neto plače dvignile, s čimer se bruto plače ne bi povečale, kar pomeni, da obremenitev za gospodarstvo se ne bi povečalo, bi pa se dvignil neto izplen za posameznika, to pomeni, da bi vsakemu posamezniku nekaj več v njegovem žepu ostalo, lahko bi se povečala domača potrošnja, tistih 100-150 evrov, ki bi jih posameznik imel več v žepu, sem prepričan, da bi jih zapravil ali za hrano, za pijačo, za kino, za elektriko, za karkoli, pri vseh teh stvareh bi plačeval DDV in kaj mi govorimo? Tisto, kar bi se država pri plačah, pri dohodnini odpovedala, bi po nekaj krogih, ko bi ljudje trošili, dobile nazaj pri DDV-ju. In to je naša zelo preprosta poanta, je pa včasih socialiste težko prepričati, da te stvari funkcionirajo. Dva pola približno so se oblikovala, eni, ki pravite, da je konkurenčnost države bistveno več kot denar in drugi, ki pravite, konkurenčnost države je potrošnja, je vrtenje tega mehanizma, ki je nažalost tudi finančni. Še magister Šircelj. Zdaj, najprej glede konkurenčnosti države. Jaz mislim, da je predvsem pomembna konkurenčnost podjetij. Od tega, koliko so podjetja konkurenčna, toliko bo seveda potem v globalu konkurenčna tudi država. Država mora dati pa ustrezne pogoje za to, da so konkurenčna podjetja v mednarodnem okolju. Mislim, da tukaj je zelo jasna slika glede tega in eno izmed meril konkurenčnosti je vsekakor tudi, da rečem nekoliko z drugimi besedami, ker najbrž poznate, cena delovne sile. Se pravi, koliko stane, bom rekel, en delavec podjetnika, podjetje in tukaj, če damo zraven še tisti bruto, kot ga računovodsko nekateri imenujemo ali pa imenujete, ali pa cena delovne sile, potem je tukaj ta obremenitev zelo visoka. In s tem podjetja niso konkurenčna. Podjetja, to je samo en vidik za podjetje. Podjetja morajo seveda na trgu gojiti blagovne znamke, prodajati, doseči čim večjo ceno, dodano vrednost in tako naprej. In zaradi tega pač v Slovenski demokratski stranki predlagamo na eni strani znižanje dohodnin, tako znižanje dohodninskih stopenj v kombinaciji z razširitvijo dohodninskih razredov, na drugi strani tako imenovano razvojno kapico oziroma socialno kapico. Mislim, da imajo to vse evropske države, razen Slovenije, včasih še Češka ni imela, mislim, da je zdaj tudi Češka uvedla. Tako da te zadeve so, bom rekel, že dolgo časa v igri, tudi niso nove, mislim, da smo to imeli tudi že v prejšnjem programu podobno. Zdaj, ko govorimo o prestrukturiranju davkov, večkrat je bilo v teh zadnjih 4 letih to rečeno, za to besedo se je vedno skrivala beseda povečanje davkov, tako da tle pod prestrukturiranjem jaz ne verjamem. Treba je pa pri davčnem sistemu enostavno gledati, da je kapital enako obdavčen kot delo, oziroma da si, bom rekel, da ni velikih razlik med obdavčitvijo kapitala in med obdavčitvijo dela. In zdaj, če tukaj pač pogledamo neko povprečno stopnjo dohodninsko, danes imamo pač, če to pogledamo in zraven damo še prispevke, potem vidimo in zraven damo
obdavčitev kapitala, kjer imamo najprej dividenda 25%, pa potem je koliko 19% ali koliko je davek od dohodka pravnih oseb, če se zdaj to sešteje, to okoli 45%, na pamet govorim, tako da ne me držati za vsak. Seveda vse, ker je to ista osnova, tako da, če si pogledate, potem enostavno je treba tukaj tudi v svetu in tudi OECD predvsem gleda na te zadeve. Nekaj smo slišali tudi o mednarodni konkurenčnosti Slovenije zdaj v smislu makroekonomskih kazalnikov. Vem, da se mi boste zapomnili kot najbolj grozno moderatorko vseh časov, ampak možnosti replik nažalost danes ni. Pejmo naprej. Recimo, da smo, še dr. Kešeljević, se upravičujem, hvala, ker ste me spomnili. Zakaj? Pomembno je, da Slovenija napreduje hitrejše kot druge države. Se pravi, mi ne glede na to, kako hitro napredujemo, pomembno, da napredujemo hitreje kot druge države in lestvice konkurenčnosti v bistvu vrščajo Slovenijo v odnosu do drugih držav. Zdaj prej je bilo vprašanje, v kakšni kondiciji je Slovenija. V zadnjem četrtletju lanskega leta je več kot 6% gospodarska rast. Na vseh lestvicah konkurenčnosti Slovenija v zadnjih 4 letih raste za 10 do 20 mest. To pomeni, premikamo se v pravo smer in zdaj, če pogledamo na lestvicah konkurenčnosti 4 ključne teme, ki so v ospredju. To je privabljanje tujih direktnih investicij. Mislim, da Jagna pa Maskava kažeta dobro, da je tukaj bil narejen strukturen premik. Fiskalna konsolidacija, se pravi proračun, iz 5% primanjkljaja smo prišli na blizu 0. In potem tretji vidik je ta davčni vidik. Na področju davkov je pa seveda tako. Če se spomnite, smo v mandatu te vlade speljali mini davčno reformo, kjer smo obremenitev na delo zmanjšali z 41 na 39%. Do 100% poprečne plače smo razbremenili 13. in 14. plačo, se pravi za poslovno oziroma za nagrado za večjo uspešnost. In tisto, kar seveda predlagamo, seveda pa v koaliciji tega nismo mi bili sposobni speljati, ker je bila koalicija nekoliko drugačnega mnenja, preostala 2 člana, ukinitev najvišjega dohodninskega razreda, 50%, nekako smo stali na stališču, če je to krizni ukrep in če krize ni več, potem je fair, da se te obljube držijo. In še nekaj mogoče na koncu, davki v koncu je pomembno, kakšna je kvaliteta protistoritev in v koncu so davki tisto, kar plačujemo za to, da živimo v civilizirani družbi. Tako da, mogoče je to z moje strani. Hvala. Talente smo na tak ali pa drugačen način obdržali, pridobili. Lepo okolje, varnost, dobre storitve, nizki davki. Pripuščam vam izbiro, kaj bi vas pritegnilo, da se odločite za obstanek ali pa prehod na kakšen drug trg. Najprej jih moramo pa šele izobraziti, razviti njihov potencial. Gremo v sfero izobraževanja. Pa mi povejte, kdo od vas danes tukaj ima šoloobvezne otroke? Dvignite roko. Približno polovica. Sami ste tudi hodili v šolo. In zato lahko zelo dobro primerjate šolski sistem takrat, ko ste bili sami osnovnošolci in danes, ko so vaši otroci. Zanima me, glede na vse spremembe, ki so se v svetu zgodile, kaj bi vaša stranka spremenila v izobraževalnem sistemu? In magistra Mlakarjeva je že kar vzela mikrofon, točno, začnete vi. Hvala za vprašanje. Zdaj, če pogledamo tudi te mednarodne lestvice, kako je država uspešna na področju izobraževanja, vidimo, da smo ena izmed najuspešnejših držav. To je dejstvo. Kljub temu pa mislim, da bi se dalo še marsikaj narediti tudi na področju izobraževanja, prav na tem področju, da se talenti, ki jih imamo v Sloveniji ogromno, da se jih hitreje prepoznava, da se ustrezne pedagoške metode tudi uveljavi na tem področju pri prepoznavanju in usmerjanju talentov, da se bolj poveže predvsem univerzo z gospodarstvom. Skratka, tudi na tem področju je še veliko izzivov, vendar pa ne bi smeli seveda porušiti tega, kar pa je pri nas dobro, to je dostop do izobraževanja, tudi kakovosten kader, ki poučuje, to se pravi vse te tudi talente, lahko rečem pedagoške, je potrebno razvijati in jim dati možnosti, da sami uresničujejo pedagoške cilje. 2 stvari sem slišala, ena je bila povezovanje z gospodarstvom in drugo razvijanje tudi pedagoških talentov. Gremo naprej, gospod Šarec, kaj bi vi spremenili v slovenskem šolskem sistemu,
da bi razvijal konkurenčne ljudi, da bi dobili ven ves njihov potencial? Ja, začeti je treba na začetku. Prvič, tudi šolsko okolje mora biti na nek način stabilno, ne smemo ves čas izvajati nekih eksperimentov. Vemo, takrat smo uvedli 9-letko, pa je to za seboj potegnilo kupenih dodatnih težav, obremenitev in vsega skupaj. Po eni strani so, tudi sam imam 2 otroka, tako da vem, kako je, po eni strani so čedalje bolj obremenjeni, po drugi strani pa se mi zdi, da ne dobijo tistega znanja, ki bi bilo predvsem praktično. Že ko sem sam hodil v šolo, mi smo na srednji lesarski, ko je že zdavnaj vse propadlo, smo še vedno se učili veliko serijsko proizvodno in računali linije in ne vem kaj vse. Tako da že takrat sem začutil, da šolski sistem temu ne sledi. No, danes bi predvsem prvič bilo treba vrniti dostojanstvo učiteljskemu poklicu, pa to ne z dvema... Kako to dosežemo? To se vsi mi sprašujemo. Ne z 2 razredoma denarja več, ampak s tem, da bodo nehali starši z odvetniki hoditi v šolo, to je ena zadeva, kot drugo, da bo šola spet odnos med učiteljem in učencem, ne da bodo starši vmes posrednik in tako naprej, potem, da bomo vrnili spoštovanje drugega, tako učitelja do učenca, kot obratno, potem, da bomo recimo mobilne telefone, da učenci ne bodo bolj priklopljeni, ker moja žena namreč uči v šoli in to iz prakse govorim, to je čisto sociološki vidik. Ampak kaj bi vi kot politik naredili, da bi bilo njej življenje lažje? Ja, z zakonodajo. Treba je ne videti samo pravice, ampak tudi dolžnosti. Tudi dolžnosti obstajajo vsakega izmed nas. Ne moremo reči samo, imamo samo vse pravice, dolžnosti. Pa kaj je tista zakonodajna sprememba, ki tukaj naredi ta premik? Zato, da je njej lepše kot učiteljici, otrokom boljše kot učencem. Ja, da bo kurikulum manj napet, da bo več časa za pogovor, za tisto, kaj nas res zanima, in če nekdo se v nečem, če je bolj talentiran v nečem, v drugem pa ne, da se ga ne obremenjuje tam, če bo šel nekdo za varilca, da ga ne obremenjujemo z, ne vem, Antigono in ne vem čem, ampak karikiram. Kurikulum bolj prilagojeno, boljša identifikacija. Še tretja stvar. Še ena, pa gremo naprej. Preveč je, danes to vidimo, da je v družboslovju velik presežek. Velik presežek je v družboslovju in potem se zgodi, da diplomanti družboslovnih smeri nazadnje delajo za šankom. To je čisto iz prakse. Poudarek na deficitarne poklice torej tudi. Magister Tonin, kaj bi pa vi v šolskem sistemu spremenili, da bi talente bolje razvijali? Prvi razred osnovne šole sem začel obiskovati v Jugoslaviji, zanimivo, končal sem ga pa v samostojni v neodvisni Sloveniji. Toliko o spremembah okolja, ne? Tako da sem na nek način proizvod te osnovne šole. Bil sem še tista generacija, ki so jih spodbujali v šoli, da ne se učimo, a veste s kakšno trapasto krilatico. Uči se, da ti ne bo potrebno delati. To je neka socialistična ostalina, največja neumnost, ker so mlade od majhnih nog spodbujali, da če se boš pa učil, pa ti ne bo treba veliko delati, pa še fino plačo boš imel. Mislim, to je treba koncept, sam način razmišljanja v šolah spremeniti in tudi zato ima Slovenija enega izmed največjih deležev mladih, ko se po osnovni šoli upišejo na gimnazijo oziroma na gimnazijsko izobraževanje. Kaj je torej potrebno narediti? Prva stvar, da je vsak poklic cenjen. Jaz imam sorodnico v Študgartu, da sam vidite razliko v mentaliteti. Bila je gor odličnjakinja v osnovni šoli, vse super in seveda v Sloveniji bi jo zagotovo silili v neko ali ekonomijo, pravo, FDV, karkoli. Ona se pa gor odločila, da bo šla v slaščičarstvo. In to ni nič pretresljivega, zaradi tega, ker je gor v šolah mentaliteta taka, da jih že od malih nog učijo, da če boš v eni stvari dober, pa tudi če boš vodovodar ali pa cvetličar, boš uspešen in boš imel veliko denarja.
To je bistvena razlika v mentaliteti, ki jo je treba v Sloveniji spremeniti, da je vsak poklic cenjen in tukaj je zelo pomembno, da uvedemo tudi vajeništvo, da se bodo mladi že od malih nog lahko izobraževali za svoj poklic in ko se bojo izobrazili, bojo dejansko uporabni za gospodarstvo, ne pa da jih bo gospodarstvo šele moralo izobraževati. In samo zadnji dostavek, slovensko osnovno šolstvo je tekmovanje v pomnjenju podatkov. Tisti, ki se bolj zapomne, je bolj uspešen. In tukaj smo zagotovo nekonkurenčni. Poglejte, v zadnjih letih se je številčnost generacije, število učencev v osnovnih šolah zmanjševalo, število učiteljev pa povečevalo. Število predmetov se je zviševalo in zdaj so mladi obremenjeni na 1000 predmetov, posod delajo na pol, nikjer pa v globino, v detajle in to je potrebno spremeniti. Se pravi, najbolj konkretna stvar, ki sem jo jaz od vas slišala, veliko govorimo o vrednotah, načelih, vse to je super, tista konkretna stvar, ki sem jo jaz od vas slišala, je vajeništvo. In gotovo je o tem treba še kaj govoriti. Vajeništvo in zmanjšanje števila predmetov. Ok, zelo konkretno. Gremo naprej, magister Šircelj. Zdaj, kaj je treba spremeniti v šolskem sistemu, zato da bomo boljši, da bomo konkurenčnejši in seveda tudi bolj zadovoljni. Pred nekaj meseci sem iskal najuspešnejše fakultete na svetu. Iskal sem tudi univerzo v Ljubljani, pa univerzo v Mariboru in mislim, da jih nisem med prvo 300-500 našel. Tako da jaz bi zelo rad videl, da imamo zelo uspešno šolstvo v mednarodnem pogledu, ampak žal ne. Kaj lahko država naredi za mednarodno konkurenčnost? Bi naredil to, da bi enostavno dejansko pogledal, kateri poklici so danes tisti, ki jih dejansko največ potrebujemo. In v te izobraževalne programe bi usmeril dejansko, specializiral te izobraževalne programe na mednarodni ravni. Naprimer, mi imamo zelo veliko talentov na področju fizike, kemije, strojništva in tako naprej. Pobiramo nagrade. Specializiral bi šole, srednje šole, predvsem pa fakultete. Privabil bi najboljše tuje profesorje za tovrstna znanja, tukaj mislim vsekakor predvsem tehnična znanja, tisto in specializiral bi, odprl bi možnosti seveda ljudem, da bi tukaj dejansko potem se lahko izobraževali in seveda kako bi to naredil, sprostil bi štipendijsko politiko, tudi kadrovsko politiko, podjetja bi sama lahko dajala kadrovske štipendije, ne bi šle v tisto socialno košarico in tako naprej. Skratka, na ta način mislim, da bi privabil talente, da bi naredil neko specializacijo na področju izobraževanja za določene poklice in za določene znanja. Vi ste nas popeljali tudi v tiste višje stopnje izobraževanja. Dr. Kešeljević, kaj bi naredili v SMC-ju na področju šolstva? Najprej na področju šolstva, kar je bilo narejeno v preteklem obdobju, je, da smo sprejeli zakon o vajeništvu. Zakaj je to pomembno? Bom povedal en konkreten primer. Primer Jaskave v Kočevju, kjer so bila s tem namenom na podlagi tega zakona tudi odprta 2 oddelka srednje šole za mehanotroniko. Plus to seveda, da je temu podjetju, ki se je odločilo postaviti glavni robotski center razvojni za robotiko v Evropi, je potrebno bilo omogočiti tudi druge stvari, se pravi zgraditi infrastrukturo, železnico po 25 letih, da je dostop do Ljubljane in seveda ponuditi določene spodbude. Kar hočem povedati, potrebno je nagraditi zakon o vajeništvu, mene veseli, da opozicija se s tem strinja, čeprav so nekateri v parlamentu glasovali nasprotno. Drugo, kar je, mislim, da je treba program mladih raziskovalcev za gospodarstvo bistveno okrepiti in sicer v skladu s strategijo pametne specializacije. To so 3 področja, za katere se je slovenska država ciljno orientirala, da jih bo podprla. Potrebno je obuditi kadrovske štipendije, predvsem z gospodarstva. Za razliko od prejšnjega obdobja imamo danes bistveno več državnih štipendij kot kadrovskih štipendij iz zasebnega sektorja. In tisto, kar mi predlagamo, je, da se ta kadrovska štipendija izvzame iz skupnega dohodka gospodinjstv. In mogoče še nekaj kot učitelja, absolutno debirokratizirati delo osnovnošolskih učiteljev, na koncu koncev je pa učitelj, veste, vedno tisti, ki si mora sam izboriti avtonomijo v razredu in tomu noben predpis in noben zakon v končni fazi ne more omogočiti. Okay. Kar nekaj skupnih točk smo našli, toliko prej o talentih, povezovanja, poslušanja eden drugega. Še gospod Han. Zdaj,
jaz smatram, da smo mi tisti, ki bomo zakone sprejemali. Ne? Se pravi, to pomeni to, da v zakonu ne moramo napisati, da mamica in atek ne bosta šla z odvetnikom v šolo, da vrednote, ki jih damo svojim otrokom, ne moramo zapisati v zakon, ampak jih to enostavno živimo. To je prva stvar. Druga stvar, ne zameriti, ampak mi imamo zelo kvalitetno šolstvo v Sloveniji. Po moje, zelo kvalitetno. Smo naredili v teh 20 letih take napake, ampak svet se je spremenil. In verjetno ta Titanik, ki se mu reče šolstvo, ne moreš tako na hitro obračati. Kar se pa meni tiče, je vendarle potrebno talente, ki vsi govorimo, da imamo talente, talentov je treba dati prakso. In v šoli je potrebno izpostaviti prakso. In učitelj, ki se je za to, učil, ki ima verjetno drugačno vizijo in videnje, ali je otrok talent za to, da bo kuhar, ali je otrok talent za to, da bo znanstvenik, ga je treba že, na nek način, ko je še majhen, spravljati v svoj poklic. In če bomo to znali narediti, potem bo v tej državi bistveno lažje. Odnos do šole, do države, do sočloveka, pa ga ni zakona, da to zapišeš. Včasih bi si želeli, da bi bil, ampak ga nažalost ni. Ok, Ajša, a pokrijemo še eno temo ali lovimo čas? Ok. Zadnja tema, zato vas bom pa držala hudo za besedo. Fleksibilnost dela. O tem veliko beremo in slišimo ogromno mnenj. Ljudi, ki to potrebujejo, podjetij, ki to potrebujejo in ljudi, ki so morda v to celo prisiljeni. Povejte mi, kakšen je primeren regulativni okvir, ampak res na hitro, zato da pokrijemo to vedno večjo potrebo strani in delojemalcev in podjetij po fleksibilnih oblikah dela. Tokrat bomo cenili vaš fokus, učinkovitost, ampak saj taka mora biti tudi prihodna vlada, kaj ne? Gospod Šarec, vi začnete. No, bom začel kot tudi sam neke vrste delodajalec, ne, tudi sam imam toliko in toliko ljudi pod seboj in to fleksibilnost kar podpiram. Ne. Namreč problem je, pa se bom zdaj, gospodarstvo in javni sektor seveda se tepeta, vsak dan je vtis, kot da sta to dva smrtna sovražnika, pa nista. Ne. Oba morata biti, oba morata delati, če hočemo, da bo kdaj boljše ali pa da bo še boljše, kot je že na nekaterih področjih. Seveda se z vsemi lahko strinjam, da vse ni slabo in vse ni za nič. Kaj bi bil primeren regulativni okvir za to? Primerno bi bilo, da bi tudi lahko ljudi za dobro delo nagradili, za slabo delo bi se moralo pa tudi kje poznati. To je bistvo. Se pravi, vi govorite o prožnosti predvsem. Govorim o prožnosti in seveda drugi ukrep bi pa bil recimo, da bi morali ljudje, pa ne vem, zdaj tukaj smo spet, ali to lahko z zakonom dosežemo ali ne, ker je spet vsak sam pri sebi. Eden bo po 5 letih sam zamenjal službo, ker mu bo dolg čas, eden bo pa vztrajal kot delavci Wartburga 30 let na istem delovnem mestu in se ne bo premaknil. Ne? Okay. Tudi to lahko težko z zakonom reguliramo, ampak spodbujati kot družba, tudi če smo prej pri šoli govorili, kot družba moramo to spodbujati in se zavedati, da smo najprej sami odgovorni za to in potem je treba tudi ta fleksibilen trg dela ljudi spodbujati k temu, da se bodo odločili stopiti iz svoje cone ugodja in zamenjati delovno mesto. Torej na eni strani prožnost, na drugi strani promocija različne miselnosti kot doslej. Učljivost, spoznavanje novih znanj vedno, kajti človek se mora celo življenje učiti. Magister Tonin. Slovenski trg dela je rigiden. Na papirju je vse super, sindikati ne dovolijo, da bi se karkoli popravljalo v smeri večje fleksibilnosti. Posledica tega pa je, da imamo dve zelo različni strukturi. Ene, ki imajo zaposlitev za nedoločen čas in čezdalje večjo množico SP-jev, SP-izacije in podobnega. In to pač gospodarstvo in vsi ostali, mi državljani, iščemo pot iz tega nefleksibilnega trga dela.
kaj je potrebno postoriti. Jaz mislim, da noben dober delodajalec dobrega delavca ne odpušča, je pa potrebno postoriti, da se delavec lahko, če je potrebno, odpusti in tudi nazaj hitro zaposli. Kaj mi podpiramo? Podpiramo rešitev Slovenian Business Cluba. Oni so predlagali, da bi lahko brez razloga enega delavca na 10 zaposlenih brez razloga odpustili, potem do 50, 2 in tako naprej. Zamenjava delavcev. Če imaš neko ekipo, če imaš nek tim, da lahko imaš fleksibilno možnost, da tega delavca zamenjaš. Ker pa smo podpisali konvencijo ILO, da ne sme biti odpuščanja brez razlogov, je to treba poimenovati odpuščanje zaradi optimizacije dela. To je pomembna stvar. In še zadnja zadeva, seveda, da bo ta stvar funkcionirala, je treba tistim, ki se jih začasno odpusti, tudi dati neko eksistenčno socialno možnost, da preživijo v tem vmesnem času, ko iščejo službo. In bistvena stvar, delo se mora splačati. Danes se v Sloveniji žal številnim delom ne splača, ker je socialna podpora višja kot pa neko konkretno delo. O tem bo gotovo kaj povedal še gospod Han. Gospod Šircelj, kaj bi vi k temu dodali? Sicer sta SDS in NSI kar na istem bregu, kar se tiče pogleda na fleksibilnost dela, če se ne motim. No, res tukaj kolegu lahko še kaj dodam. Jaz mislim, da je danes takšno stanje, da se ljudje ne morejo došolati samo za en poklic. Razvoj gre tako hitro naprej, da morajo biti ljudje že sami po sebi tudi fleksibilni. Kaj pa seveda tukaj nudimo, ali pa kaj bi bilo potrebno narediti za delodajalce? Vsekakor veliko večjo fleksibilnost, skratka, da se lahko zaposluje za določen čas, pa tukaj mislim v določen čas v tem smislu, da se pojavi potreba po delu, ker je nek projekt, naprimer, ker je nekdo dobil projekt in se za to obdobje zaposli na enem delovnem mestu, potem se mirno lahko gre na drugo delovno mesto v okviru istega podjetja ali v okviru nekega drugega podjetja, tukaj govorimo o zamenjavah in tako naprej. Skratka, to je seveda odvisno tudi od, če želite, letnih časov. Tudi veliko ali pa sezonsko delo, tudi veliko sezonskega dela imamo, ko naprimer nekdo dela v turizmu na morju, po zimi dela v hribih in tako naprej. Skratka, ampak to bi moral omogočiti država zelo lahek prehod. Izredno lahek prehod, brez dodatnih administracije, brez birokracije in tako naprej. In seveda v fleksibilnost treba je zagotoviti seveda te zaposlitvene urade za zaposlovanje, veliko večjo zaposlitev. Če pa nekdo za nekaj mesecev izgubi delo, mora seveda imeti, mu mora država, zavod za zaposlovanje v tem primeru dati seveda socialno varnost, vendar s tem, da bo tudi ta socialni oziroma ta zavod za zaposlovanje proaktivno iskal zaposlitev, da bo proaktiven, da bo večja povezava tudi z delodajalci. Skratka, mislim, da je ta fleksibilnost tista, ki bo omogočala dejansko potem tudi večjo fleksibilnost samih podjetij. Ukrepi v podobni smeri vsebinsko se med sabo razlikujejo, kaj bi pa naredili dr. Kešeljević v SMC-ju? No, vprašanje fleksibilnosti je povezano predvsem s ponudbeno stranjo na trgu dela. Tisto, kar je v času krize prišlo do izraza, da je problem na povpraševalni strani in mene veseli, da po 4 letih te vlade je stopnja brezposelnosti padla iz 9,5 približno na 5,5 odstotne točke. Kar se tiče trga dela, sta dve značilnosti. Delodajalci normalno si želijo večjo fleksibilnost, delojemalci si pa želijo večjo varnost. In vi morate biti sposobni nagovoriti obe skupine, ne glede na to, kaj si vsaka od njih o tem misli. Tako da jaz mislim, da je glavna rešitev, kjer ukrepi pri nam v SMC gre v sledečo smer. Če jaz zmanjšam zaposlitveno varnost posameznika, ki je zaposlen v določenem podjetju, moram na drugi strani zadevo kompenzirati. In kompenzacija lahko poteka na različne načine. Lahko mu omogočam večjo stopnjo socialne varnosti, zato mi predlagamo sklad za delo, ki bi se napajal tako strani delodajalcev kot države, da bi prekvalificiral tiste iz nižjih v višje poklice z višjo plačo in brezposelne. Druga stvar, ki jo predlagamo, je, da zaradi nižje zaposlitvene varnosti imaš večjo pravno varnost, kar pomeni, da se vse zlorabe na področju delovnopravne zakonodaje hitro in učinkovito sankcionirajo. Tretja stvar, ki je lahko stimulativna, davčne spodbude za delničarske načrte zaposlenih v podjetju.
Paradoks je, da v Sloveniji v primerjavi celo z anglosaksonskim svetom imamo bistveno manj delavcev, ki participirajo seveda na prostovoljni osnovi. Za dolgotrajno brezposelne predlagamo, da ne bi v trenutku, ko dobijo delo, takoj izgubili socialno pomoč, ampak da bi se skupen znesek povečeval. Tako da bi bili stimulirani prevzeti novo delo in seveda, da ne bi izkoriščali na področju sive ekonomije zadev. In kar se tiče prekarnih delavcev, mislim, da je to en izmed največjih izzivov, predvsem tako imenovani neprostovoljno prekarni delavci. Tukaj predlagamo za tiste prostovoljne prekarce, da se združijo v določene skupne oblike. Mi tukaj predlagamo koncept zadružništva, ki jim seveda omogoča, da se združeni skupaj v zadrugo, skupaj nastopijo na trgu nasproti tretjim osebam in da delijo določene kolektivne oblike zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, ter da obenem zmanjšujejo svoje stroške režije, ki jih imajo. Mislim, da smo 4-5 ukrepov, kako nasloviti to področje. Za SD je to pomembna tema, gospod Han. Ja, seveda je pomembna tema, pa ne samo verjetno za SD, verjetno za vse v tej državi, ta prekarno delo. To se je v zadnjih 10 letih, za moje pojme, grdo besedo bom uporabil, razpaslo v neizmerne širine. Če je to pred 10 letom bilo za specifično branžo, je to zdaj ratala neka praksa. In kaj je prekarnost? Prekarnost je seveda za delodajalca zelo dobro. Ti imaš človeka na pogodbi, ko bom rekel, zgubiš posel, ta pogodba pade in v bistvu na koncu zmeram delavec potegne kratko. To upam, da je vsem jasno. Jaz vem, da je v tem vmesnem času, ko si na pogodbi, zelo dobro dobiti malo višjo neto plačo, ker je, bom rekel, na nek način malo manj obruteno, vendar treba gledati naprej, kaj je, ko te ljudje grejo v pokoj, ko te ljudje so na bolniški in tako naprej. To so veliki problemi predvsem ljudi, ki nimajo stalne zaposlitve. In vi veste, da prekarni delavec ali delavec na pogodbo je manj motiviran, kakor pa eden, ki ima pogodbo za nedoločen čas. Zato, in ker poznamo razmerje sindikati, poznamo razmerje delodajalci. Gospod Han, mikrofon. Samo, pardon, ja. Jaz mislim, da je potrebno, drugače ne bo. Država bo mogla narediti, in tu se z Aleksandrom strinjam, narediti neko shemo, kjer bomo uporabili to shemo oziroma nek denar za varovanje, da za ljudi, ki izgubivajo službe, se počakajo, bom rekel, in se napajajo iz te sheme in začeti razmišljati, da v tej državi vsako delo šteje, da je vsako delo obdavčeno po isti stopni in ko bomo dobili to maso teh davkov, bomo lahko tudi tiste davke zniževali, ki govorijo o plačah. Ok. Še gospa Mlakar. Ja, če želimo, da bo Slovenija resnično prosperirala, da bo napredovala v svojem razvoju, potem mora iti ta razvoj, morajo participirati vsi ljudje na tem razvoju. Seveda, to, kar se dogaja v različnih branžah, ko imamo praktično sužnjelastniško delo, je povsem nesprejemljiv način in tudi ne verjamem, da lahko država dolgoročno ustvarja pozitivne rezultate na izkoriščanju zaposlenih. Pomeni seveda, da so tukaj tudi podjetja zelo odgovorna, da postanejo tudi družbeno odgovorna in da ustvarjajo pogoje, da bodo znotraj podjetij, da bodo humani odnosi, da bodo resnično imeli takšne zaposlene, ustvarjali pogoje tudi za inovacije. Slovenija želi iti naprej s tehnologijo, želi prosperirati na inovativnosti, ustvarjati razmere za inovativno družbo, kar seveda pomeni, da morajo biti zaposleni tudi motivirani. To se pravi, smo za fleksibilnost, vendar pa mora biti tudi varnost. Brez tega Slovenija ne more napredovati. In pomeni seveda, da moramo iti v smeri, pa bom kar povedala, recimo Danske, kjer zaposleni lahko sicer ostane brez zaposlitve, vendar pa je jasno, da bo imel ustrezne pogoje za življenje, tudi ko bo brez zaposlitve in da bo v najkrajšem času dobil naslednjo zaposlitev. Torej, skratka, ne sme se gledati samo na dobiček nekega podjetja, vendar pač pa se mora gledati na celotno klimo gospodarstva in na to, kaj vodi potem Slovenijo lahko naprej v boljšo družbo. In ta boljša družba ni samo v profitu posameznega podjetja, ampak je v razvoju celotne Slovenije, torej vseh njenih prebivalcev. Hvala.
Hvala. Če si spomnimo še kakšen sistemski ukrep, ki bo to stimuliral, odlično, mi pa pojdimo naprej na našo naslednjo temo. In to je kakovost bivanja. Pogledali jo bomo iz dveh vidikov, pokojninski, zdravstveni sistem. Pa preden vam dam besedo, poglejmo, kaj o tem pravijo predsedniki MČM komisij. In mi v Komisiji za zdravstvo ravno tako mislimo, da zdravstvo je gospodarska panika. Tle lahko gledamo z večjih strani. Ne? V zdravstvu lahko gledamo, če zdravi ljudje, samo zdravi ljudje lahko prispevajo k razvoju in dodatku bruto družbenega prihodka, lahko gledamo tudi z druge strani. Ne? V zdravstvu, pri razvoju zdravstva so ponavadi vključeni v industriji, pri razvoju zdravstva so vključeni visoko kvalificirani kadri, ki pripomorejo k dodatnemu razvoju BDP-ja. Gledamo pa lahko tudi z tretje strani, ki pa zdravstvo kot tako lahko nudi storitve tudi ljudem izven države in hkrati predstavlja tudi kot nek izvozni dejavnik. V okviru Komisije za zdravstvo se trudimo, da bi pripomogli tudi k lažjemu uvajanju inovacij v zdravstvo. Zato skušamo nekako poenostaviti sam sistem uvajanja inovacij v zdravstvo. Kako lahko z boljšo optimizacijo zdravstvenega sistema, kako bi lahko dobili precej več. Te gledamo več različnih dejavnosti, ki bi lahko z boljšo organizacijo, ki bi lahko prispevalo k kvalitetnejši storitvi in pa tudi, da bi lahko dobili več za isto denarja. Slovenska demografska slika ne izgleda najbolje. Leta 2020 bomo 13. najstarejša država na svetu, leta 2030 bomo 9. in leta 2050 bomo 5. To nam narekuje ukrepe aktivnega staranja, o katerih pa se dejansko danes v Sloveniji malo ali pa lahko si trdim reči, nič ne pogovarjamo. Demografska struktura v Sloveniji se spreminja. Vemo, da bomo potrebovali vedno več zdravstvenih storitev zaradi staranja prebivalstva, zaradi načina življenja, ki ga ima slovensko prebivalstvo, s tem, da z dovajanjem dodatnega denarja bi lahko ta razvoj lahko pospešili. Po eni strani, po drugi strani bi pa z tako organizacijo, ki bi vodila zdravstvene organizacije kot gospodarska dejavnost, bi lahko bile tudi precej bolj uspešne in pa učinkovite. Zdravstvo. Začnimo s tem. Pa me najprej zanima občinstvo. Dvignite roko vsi tisti, ki veste, koliko vi in vaš delodajalec namenite za obvezne prispevke za zdravstveno zavarovanje. Bravo! Jaz držim roko dol, čeprav sem sama sebi delodajalka. Nisem videla vseh rok gor in zato, ker ni vseh rok gor, verjetno nimamo prave predstave, koliko to stane. Morda kdo misli, da je zdravstvo celo v Sloveniji brezplačno. Pa poglejmo, kakšni so ti odhodki. Na bruto plačo 3600, letni prispevek malo več kot 5500 evrov, na 4500 skoraj 7000 evrov, na dobro plačo, recimo 8500, za najboljše talente bi to znašalo že 12 000 evrov letno. 3 ključne besede smo slišali v filmu, financiranje, organizacija in procesi, pa tudi inovacije. Zelo moramo biti učinkoviti in tukaj testiram za vaše bodoče volilce fokus. Kaj bi bil prvi vaš ukrep, če dobite parlamentarno večino za bolj vzdržno, solidarno in učinkovito zdravstvo? Začnemo pri vas, magister Tonin. Testiramo učinkovitost. Kako fokusirani znate biti in kako boste potem tudi, ko boste, upajmo, v vladi? Ukinili bi monopol ZZZS-ja, dovolili bi, da pridajo na slovenski trg tudi druge zdravstvene zavarovalnice in omogočili bi, da bi denar sledil bolnikom, kar pomeni, da če imate danes javne ustanove, privatne ustanove, koncesionarje, bi se lahko bolnik odločil, da gre katerikoli ustanovi, kjerkoli on želi, se zdraviti in tam, kjer se zdravi,
tam ozdravljanje plača zavarovalnica. Ker očitno kapacitete v Sloveniji obstajajo, ker če greste po redni poti, čakate 5-6 mesecev, če plačate, pridete na vrsto takoj, kar pomeni, da je treba zgolj sistem organizirati tako, da izkoristi in uporabi vse kapacitete, ki obstajajo na razpolago. Kar nekaj zavarovalničarjev vem, da je danes tukaj, gotovo so vas natančno poslušali, postavili ste kar visoke standarde za naslednje govorce. Magister Šircelj, ali lahko vi vaš prvi ukrep predstavite v 45 sekundah? Vsekakor večjo konkurenčnost na področju zavarovanja. Drugo, verjetno bi bilo treba narediti nekatere sprejeti organizacijske ukrepe tudi glede čakalnih vrst, da se enostavno prerazporedijo. Sprostil bi koncesije. Mislim, da tukaj ni nobenih vprašanj glede samih koncesij. In seveda, jaz mislim, da zdravstvo tudi potrebuje dodatne investicije, vsaj na nekaterih specialističnih področjih, kar pomeni, da to ne bi izključevali. To pomeni večja vreča ali prerazporejanje? Seveda, mislite, če potrebuje več denarja zdravstvo, potrebuje tudi več denarja, ampak zelo targetirano v smislu prispevka iz državnega proračuna. Tukaj ne mislim na dodatne prispevke. Je pa prerazporeditev tukaj nujno potrebna, to je bilo tudi že vidno. Dobro, dr. Kešeljević, SMC, kaj bi bile prvi ukrepi na področju zdravstva? Prvi ukrep bi bil nedvomno razširiti obseg storitev, ki jih lahko opravite na primarni ravni. Bom povedal en podatek. To je pri osebnem zdravniku, je tako? Pri osebnem zdravniku, ker gre za watchdoge, oni v bistvu nadzirajo, koliko zadev potem gre na drugo, sekundarno raven, kjer se pa sistem zabije. Sam en podatek, v januarju je bilo približno 400 000 napotnic na sekundarno raven. Noben sistem zdravstveni tega ne more zdržati. Se pravi, to je prvi ukrep. Drugi ukrep, nadaljevati z programom, sanacijskim programom za tiste bolnišnice, ki primerjalno gledano na ostale dosegajo bistveno slabše rezultate. To je ukrep strani Ministrstva za zdravje, gre za v bistvu sanacijske odbore in uprave. In tretji ukrep, ki ga predlagamo na področju zdravstva, je nadaljevati skupnimi javnimi naročili. Se pravi, po 25 letih imamo prvič skupna javna naročila za katetre, zdravila, igle, rokavice in tako naprej. In mislimo, da je potreba tukaj nadaljevati in vzpostaviti zelo transparentno bazo za vsa zdravila, zdravstvene pripomočke. Jasni ukrepi, fokusiran odgovor. Ampak gospod Han, vi ste lahko še boljši. Mislim, ne vem, po Aleksandru nastopati zmeram težko, ampak upam, da mi ne bo zameril. Najprej, če bi bili mi v vladi, pa imeli še več besede, bi najprej imeli, če bi bili na novi, govorim novi. Zdaj smo vstopili. Ampak najprej bi nastavili tazga ministra, ki bi bil sposoben komunicirati z strokovno javnostjo. Ker mislim, da je vse, kar smo zdaj v teh 3 letih popolnili, bil to največji hendikep. Ne more se minister zapreti v sobo in delati tisto, kar pač delaš. To je ena stvar. Druga stvar. Jasno, potrebno je povedati eno stvar. Ta denar, ki ste ga vi rekli, vi ne zamerite. Ampak koliko od vas gre pa še dodatno vsako leto na menedžerski pregled. In ni problema, da 2 do 3 tisoč evrov. 1,5 milijona ljudi ali pa milijon ljudi, je pa to edini vir, da lahko normalno pride do zdravnika. Drugo, država mora iz proračuna več denarja procentualno, glede na GDP, nameniti za zdravstvo, tako kot vse normalne evropske države. In tretje, poleg zakonodaje, za katero se moramo zgovoriti, ali bomo imeli obvezno zavarovanje, ali ne bomo imeli obvezno zavarovanje oziroma zavarovalnice. Tretjo, v javnih zavodih moramo spremeniti zakon o javnih zavodih, da bodo imeli lahko vodstveni kadri in obveznosti in odgovornost. Tudi konkretni ukrepi, za enega od njih sem slišala en majhen aplavz tam v zadnjem delu dvorane. Super, da imate sodelavce. Humor je definitivno eden od vaših talentov, čeprav ga niste na začetku omenili. Gospa Bizjak-Mlakar. Mislim, da je potrebno pač povedati to, da se učinkovitost v zdravstvu meri z rezultati zdravljenja. To je
edino merilo, kar seveda pomeni, da morajo vsi ukrepi izhajati iz tega, kako bo to vplivalo na izboljšanje zdravljenja. Kar seveda pomeni, da prvi ukrep, ki ga je treba narediti, je to, da bodo ljudje prišli pravočasno do zdravnika. To se pravi, da se izboljša dostop do zdravstvenega zavarovanja in še celo tisti ljudje, ki danes sploh nimajo dostopa zaradi tega, ker so preveč revni in ne morejo plačati dopolnilnega zavarovanja. Skratka, to je zelo pomemben ukrep, da bomo imeli zdravo družbo in ne glede na to, kar se pri nas dogaja in kot so kritike zdravstva, je še vseeno naše zdravstvo med najbolj učinkovitimi, porabimo samo 9% BDP-ja, ZDA porabijo 17% BDP-ja in dosegajo bistveno slabše rezultate, kot jih dosega Slovenija. To je obstoječe stanje, dajmo se fokusirati, poleg tega še naprej, kar je treba še narediti, to se pravi ta dva ukrepa, ki sem jih zdaj povedala, poleg tega, da bo zdravstvo pravično financirano, s tem bo tudi seveda solidarno. Uvesti je treba strokovni nadzor, trenutno nimamo ustreznega strokovnega nadzora, pa tudi nadzor nad porabo javnih sredstev in seveda tudi zagotoviti je treba zadostno financiranje zdravstva, ker trenutno je podhranjeno. Ok, dobro. Gospod Šarec. Najprej seveda učinkovit menedžment, to je povezano tudi s sveti zavodov, ki so za moje pojme, čisto osebno mnenje, so sestavljeni tako, da praktično ustanovitelj nima skoraj da besede v raznoraznih, ne samo v zdravstvu, tudi drugje je to. Torej zdravstvo je gospodarska panoga po tem kriteriju? Ja, moraš ga menedžirati, če si direktor neke bolnišnice. Potem centralna evidenca čakalnih vrst, to seveda na podlagi informacijske tehnologije. Mi vemo, da danes klinični centri med seboj niti niso povezani, ne vemo, kaj se dogaja, kje, koliko ljudi čaka, kdaj bodo na vrsti in tako naprej. Potem pa še, ne samo za zdravstvo, tudi na splošno spet centralni informacijski sistem pri javnih naročilih. To je zelo pomembno, pa seveda direktno naročanje, ne prek posrednikov, ne teh stvari, tudi tam gre marsikakšen evro kam, kamor ne bi smel. In pa seveda zdravstvo kot tako, se pravi, ko ga plačujemo, da dobimo tiste storitve, za kar plačujemo. Večja transparentnost tudi košarice storitev. Ok. Slovenija bo leta 2050 peta najstarejša država na svetu. Leta 2030 deveta. Seveda to pomeni za vas, gospa Vizjak Mlakar, velika volilna baza, vsi ostali pa imamo s tem lahko veliko težav. Zanima me, kako bi se lotili pokojninske reforme. Vem, da je to vprašanje, na katerega se da odgovarjati ure in ure, toliko jih danes nimamo. Spet testiram vašo konkretnost. Veliko smo slišali o načelih, veliko smo slišali o vrednotah, tudi podatki o stanju, ampak zdaj se fokusiramo samo na tisto, kaj se more zgoditi, kaj bi vi naredili, da bi Slovenija imela leta 2030 vzdržen, da ne rečem referenčen pokojninski sistem. Čez te podatke bomo šli že kar kmalu, ampak gospod Šircelj, vam dajem najprej besedo. No, prvo, kar bi bilo treba narediti, je, da Slovenija ne bi tako hitro postajala najstarejša država, zaradi tega je bilo treba spodbujati rojstva. Kako to zakonsko uredimo? To seveda ne moramo zakonsko urediti, lahko pa na določene načine vsekakor spodbujamo in veliko tega ima v mislih tudi Slovenska demokratska stranka, tako da v zvezi s tem spodbujanjem vsekakor bi na nek način šlo. Se pravi, pokojninska reforma ni prava tema, Ne, zdaj pa na pokojninsko reformo, tako da zdaj pa vsekakor je to izredno resna zadeva. Ta pokojninski sistem naj bi bil vzdržen nekje tam do leta 2020, se pravi, se zelo približujemo temu času. Tudi naslednja vlada bo morala tukaj nekaj spremeniti. Vsekakor je treba, jaz mislim, narediti naslednje. Uvesti dodatno
pokojninsko zavarovanje. Mislim, da to je na dolgi rok vsekakor treba narediti. Drugo, kar je treba narediti, je treba seveda na nek način ločiti, bom rekel, v samem pokojninskem sistemu, to se ne bo nič odražalo na obstoječe pokojnine, tiste, ki dejansko plačajo za svojo pokojnino od tistih, ki dejansko tega ne dosegajo. To se pravi ta socialna funkcija in to naj se financira iz davkov. Tudi danes že proračun da v pokojninsko blagajno 1,3 milijardo, 1,2 milijarde, že dala je 1,5 milijarde in seveda na ta način je treba v bistvu zagotoviti in seveda zagotoviti je pa treba takšne pokojnine vsem, da bodo, bom rekel, vsi imeli za dostojno življenje. Vsekakor je pa treba seveda najbrž pobrati tudi nekatere zadeve, ki pa so neki dohodki, pokojninski dohodki, ki ne izhajajo iz dela. Tega je veliko. In drugo, kar še tukaj je treba nekaj narediti tudi v zvezi z pokojninsko osnovo, namreč danes moramo vedeti, da približno 3 povprečne plače štejejo v pokojninsko osnovo. Vse, kar so više plače, če rečemo nad 5.000 evrov, gre v bistvu za solidarnost ali ne gre v to. To je treba urediti, ne zmanjšati solidarnost, ampak treba je urediti, da se enostavno v pokojninsko osnovo vključijo višji dohodki. Skratka, mislim, da so to najbrž tiste osnovne ključne usmeritve, ki jih je treba narediti. Se pa zavedamo, da ta delež bo vedno večji in da, bom rekel, tudi na dolgi rok je treba narediti. To vsi vemo, zato smo vas dobro slišali, ko ste nam priporočali druge mehanizme za preprečevanje te nevzdržnosti. Dr. Kešeljević, kaj bi bili, kako vi vidite pokojninsko reformo? Ključni poudarki. Mogoče vedno štartamo negativno. Jaz mislim, da moramo biti najprej veseli, da živimo tako dalj. To je v osnovi dobra novica. Seveda pa vemo, da bo na področju javnofinančni izdatki za zdravstvo, pokojnine in tudi za dolgotrajno oskrbo v prihodnosti bistveno naraščali. Tisto, kar predlagamo mi je, da se oblikujejo določene spodbude, da bi ljudje delali dlje časa in da odpravimo omejitve na tako imenovano malo delo, kar pomeni, če ljudje, ki so v pokoju želijo delati, potem naj delajo. Mislim, da je temu, spet govorimo tudi o prožnosti na nek način. Tako. Drugi ukrep, ki ga predlagamo, je, da dokončno ustanovimo demografski sklad. Tukaj so bile razlike v koaliciji, ideja je pa sledeča, da v demografski sklad vplačujemo določen delež dividend od podjetij, ki so v lastništvu države, da se ta sklad napaja 20 let in da pustimo ta denar v primeru 20 let, da potem po 20 letih začnemo zadeve izplačevati. Ta pokojninski sklad mora biti razpršen, ne sme biti več kot 2, 3, 4% izpostavljen do posamezne naložbe in seveda treba je zadržati to, da imamo enotnega upravljalca državnega premoženja, da ne delamo zdaj tukaj korake nazaj. Razen sklada, razen prožnosti, kaj še? Tretji ukrep, in to je bilo tudi vaše vprašanje v vprašalniku, je pa ta tako imenovana splošna olajšava 5,84% bruto plače oziroma 2.800 evrov, gre za tako imenovan drugi steber. Problem tega stebra je, da imamo relativno majhna vplačila, približno 60 evrov skupaj z delodajalcem na mesečni ravni, kar pomeni, da ta znesek nedvomno ne zadostuje. Imamo 500.000 vplačnikov, od tega je približno mrtvih duš večina, samo 160.000 ljudi jih vplačuje. In seveda tukaj je možno narediti razmislek ali dvigati davčno olajšavo, ampak to po naši oceni stvari bistveno ne bo spremenilo, ker bo stopnja zavedanja ostala ista med Slovenci. Drugo, kar je, pa lahko razmislek obvezni, kot je primer hrvaških pokojninskih skladov, ki seveda na ta način potem akumulirajo določeno količino denarja. Ampak potem gre za novo obliko socialnega prispevka. Tako da trenutno smo mi bolj na stališču, da oblikujemo demografski sklad, lahko je to tudi SDH ali demografski sklad, znotraj katerega bi bile nekako dva sklada. En je pokojninski, globalno razpršen, drugi pa ta, dajmo reči, strateško pomembni, ker so pa podjetja, ki so v državni lasti, ki ostanejo v državni lasti. Gospod Han? Ja, strinjam se z Aleksandrom, da hvala Bogu, da smo vsak dan starejši in da dalje živimo. Se pravi, da sistem deluje, se pravi, da zdravstvo deluje in tako naprej. Ampak, ko se govorimo o pokojninah, po moje prvo, katero se bom zdaj ponavljal, ne moramo zapisati nikamor, mi moramo okrepiti zaupanje v zdajšnji pokojninski sistem. Mi moramo okrepiti zaupanje predvsem mladih, da bodo zaupali, da bodo vplačevali v sistem, ker če se ta sistem ne kroži, kar je solidarnost, potem se bo enkrat ustavil. Se pravi, ukrepitev zaupanja v pokojninski sistem. To je prva stvar. Druga stvar,
Se strinjam, demografski sklad, stvar politike, leve, desne, eni bi dali, ne vem, vse firme noter, eni bi ne vem kaj, ne. Jaz eno provokativno mnenje, ne, SDS bi zniževal DDV, ne, jaz bi raj 1% DDV-ja ruknil v demografski sklad, tam pustil, da 20 let zori ga dobro upravljamo in čez 20 let, ko bo problem, lahko začnemo na nek način dofilati za pokojnine, ker vemo, da že damo zdaj milijardo evrov skoraj iz proračuna za pokojnine. Tako. Kar se pa tiče drugega stebra, je pa stvar dogovora, to, kar je rekel Aleksander, drži, mi se lahko tudi nagibamo, da bi celo ratali to obvezno, vendar, ne, to tudi piše v beli knjigi, vendar je pomembno, ne, kdo bo potem s temi prispevki, kdo in na kakšen način upravljal. In če to na nek način lepo z nekim družbenim dogovorom zapremo, potem bomo lahko na stare lete relativno dobro živeli. Naj se vaše besede uresničijo. Gospa Bizjak Mlakar, za vas so pokojnine top tema. Kaj bi vi naredili s pokojninsko reformo, da bi Čeprav so bilo pokojnine življenje? top tema, pa se zavedamo, da mora biti tudi uspešno gospodarstvo, ker brez tega tudi pokojnin ne bo. Ko gre za staranje, mislim, da je tukaj potrebno pogledati, kakšni so izzivi staranja in na kakšen način jih potem tudi izkoristiti. Tukaj se nam pojavi množica poklicev, ki se pojavijo prav s temi izzivi, ki se tičejo skrbi za zdravo življenje vsega, vse populacije, posebej še starejših ljudi. Zaenkrat se premalo dela na tem področju. Tukaj gre za izkoriščanje znanja, ki ga je veliko, ki ga imajo starejši ljudje in tisti, ki želijo delati, bi morali tudi delati. Veseli me, da je kar naenkrat tako veliko razumevanja za demografski sklad tukaj pri sogovorcih, medtem ko prej, ko smo se trudili, da bi se to naredilo, tega ni bilo. Torej, vi si boste to zavezo prav gotovo zapomnili. Tako da si bom zapomnila in tudi mi smo zaradi tega, ker je bil ta trud neuspešen, smo seveda rekli, da bomo zahtevali za vstop v naslednjo koalicijo, da bo to del koalicijske pogodbe in da bomo ta sklad potem tudi pogojevali z našim vstopom v vlado. Res je, da bo učinek demografskega sklada lahko šele pri prihodnjih generacijah, to se pravi čez 20 let, vendar je potrebno razmišljati v to smer in to je tudi porok za to, da bo edina povsem javni način financiranja, kot je ta Pay as you go metoda, po katerem se financira naš pokojninski sistem, obvezni pokojninski sistem, da bo potem ustrezno živel tudi v prihodnje. To se pravi, zavedamo se, da je potrebno imeti dostojne pokojnine, ker kakšna družba pa smo, če ne bomo poskrbeli za svoje najbolj ranljive ljudi, ampak brez dostojnih plač tudi dostojnih pokojnin ne bo. Tako, konkurenčnost gospodarstva, tako, prožnost, to se pravi, da je cel sistem zelo, zelo povezan in da moramo misliti prav na vse elemente naše družbe, da jih bomo razvijali v korist tega, da bomo na koncu živeli v blagostanju. Jaz se danes zavedam, da vas na marsikateri zadevi malo provociramo. Seveda so vse stvari povezane, vseeno mislim, da je za poslovno skupnost dobro, da pozna vaše usmeritve tudi na ločenih delih. Gospod Šarec, ključne usmeritve pokojninske reforme, če se da v 3 točkah? Ja, osebno sem za to, da bi se obvezno plačevalo, ker mislim, da marsikdo, ko je mlad, ne razmišlja, kaj bo, ko bo star in si misli, kje je še to in mi ni treba ali karkoli, ker ljudje pač, čim nekaj ni obvezno, potem je že drugače. Ampak kaj bi vi naredili, če pridete v vlado s pokojninami, s pokojninsko reformo? Ja, najprej bi seveda, dajmo iskreno povedati, nas 6 mandeljcev, ki sedimo tukaj, smo politiki. Prostite, da sem uporabil tak izraz, ampak mi smo politiki. Mi zdaj sedimo zato, da tukaj prepričujemo publiko, kako smo vsi najboljši. Prva poteza je treba dobiti skupaj strokovnjake na tem področju, ki o tem vedo zadeve, jih soočiti in potem naj
oni najdejo rešitve. Saj smo tudi prej ugotovili, koliko imamo uradnikov, koliko imamo tega in potrebno je, to bi bila prva poteza, ampak realno, ne tako, da se potem izključuje vse med seboj, realno je treba pogledati. Vse govorimo na predpostavkah, da imate parlamentarno večino. Vem, da to ni realno, ampak če bi se to zgodilo, kaj bi bili vaši prvi ukrepi? Kot sem rekel, obvezno plačevanje, potem demografski sklad, sicer sam se s tem strinjam, ampak vprašanje, če bo res tak izplen, kot ga pričakujemo v teh skladov, ker do zdaj so razni skladi bili, pa niso bili tako uspešni. Potem seveda strinjam se tudi s tem ukrepom, da lahko upokojenec, če je še zdrav, če je sposoben in če je v taki panogi, da lahko še dela, ker moramo vedeti, da nekdo, ki fizično dela, ne bo mogel delati do 70. medtem ko nekdo, ki ne dela fizično, lahko do 80. ali čez. Vsi mi take ljudi poznamo, ja? Tako, to je to, kot drugo pa prenehati tudi z reševanjem tega na nek tak, bom rekel, demagoški način, ko usklajujemo pokojnine na ta način, da se potem nekaterim najnižjim pozna 5 evrov pri mesečni pokojnini, recimo. Hvala lepa. Še gospod Tonin. Zdaj ste imeli priliko videti, kako politika ne rada govori o pokojninski reformi. To je praktično smrtna obsodba za vsako politiko. Jaz imam doma starša, ki sta tik pred upokojitvijo in če pri nedeljskem kosilu slučajno odpremo vprašanje pokojninske reforme, je zelo hitro lahko samo slika brez zvoka. Torej zdaj preverjamo tudi vaš pogum. Ja, vsekakor. Pridemo do tega. Dolgoročen ukrep je zagotovo, da nas, če pogledam dvorano, nas je tukaj kar nekaj takih, ki lahko prispevamo k temu, da bo nataliteta nekoliko višja. Seveda pa mladi govorijo, da je treba dati službe pa rešiti stanovanjski problem, da se bojo lažje odločali za več otrok. Pa pustimo to za dolgoročni ukrep. Kratkoročno so pa številke neizprosne. In mi si lahko zadeve vrtimo tako ali drugače, ampak nekaj bo potrebno narediti. Karl Erjavec pravi, da je naš pokojninski sistem vzdržen, pa ni res. Mi že danes 1500 milijonov evrov oziroma 1,5 milijardo evrov damo iz državnega proračuna. Kaj bi vi naredili? Takoj pridemo do tega. Še eno finto bi rad povedal, ki jo recimo zdaj leva vlada zelo veliko krat uporablja, da bo demografski sklad vse rešil, pa dajte no. Demografski sklad bo vrtel okrog 50 milijonov evrov letno, iz državnega proračuna pa damo 1500 milijonov evrov letno samo zato, ker je pokojninski sistem nevzdržen. Mi imamo klasično Ponzijevo shemo zdaj, kar pomeni, da če je več tistih, ki nas v pokojninsko blagajno vplačuje in manj tistih, ki iz te blagajne dobiva ven pokojnine, potem sistem funkcionira. Ampak kaj bi naredili vi? Pridem do tega. Čakamo. Ok, bom pa direktno povedal, ker vidim, da je Matjaž nervozen, ker če bojo mogli... Danes praktično čez prvi steber ves denar teče, tisto, ki ga damo pri plačah za pokojnine, se isti mesec uporablja za penzije. In tako seveda denarja manjka. Edina stvar, ki jo lahko naredimo, da drugi pokojninski steber okrepimo, da ga naredimo obveznega in da ta denar, ki se v ta drugi pokojninski steber nalaga, da se plemenit, da se veča in da samo na takšen način lahko ob istih ljudeh pridemo do več denarja. Druge možnosti ni. In kdo bo to upravljal? Jaz nisem, da najdemo spet neko državno inštitucijo, ki bo potem reševala kakšne čudne zgodbe, ampak imate celo vrsto pokojninskih skladov po Evropi, po svetu, ki ti stvari znajo upravljati. Kar nekaj stvari smo slišali, demografski sklad, prerazporeditve, prožnost, drugi pokojninski steber, seveda tudi nataliteta. Hvala vam lepa. Še o referenčni državi bi lahko kakšno rekli, ampak bom povzela kar sama. Spraševali smo stranke o tem, koliko želijo namenjati za raziskave in razvoj. In so bile kar velike ambicije. Vsak dobi povečal, večina strank na 3% BDP-ja, kar mislim, da je na nivoju Avstrije. Še kratek povzetek, kaj so o teh temah povedali, kaj sta povedali stranki, ki jima ankete niso napovedovale vstopa v parlament, SNS in Piratska stranka. Nekaj zanimivih poant je bilo notri. SNS gradi predvsem na zmanjšanju davkov.
Piratska stranka ob tem poudarja tudi pomen varnosti. Veliko ambicijo smo videli pri vlaganju v raziskave in razvoj. To je skakalo ven iz vprašalnika na 1,5-kratnik EU oziroma ob koncu mandata na 2-kratnik povprečja v EU-ju. Ambiciozno. Piratska stranka govori tudi o nekaterih novih modelih, ki se prilagajajo novi realnosti, predvsem digitalizaciji, govorijo o privabljanju tujih investicij s pomočjo start-up vizumov, s pomočjo lažjih administrativnih postopkov, tudi z pomočjo fikcije pozitivne odločbe, če organ ne odloči v doglednem roku. Samo nekaj ključnih poudarkov, sicer se skozi vrtimo v podobnih stališčih, kot smo jih videli doslej. Zaključili bomo spet z vprašanjem za vas. Katera stranka ima najboljši program? Prosim, da vsi priklikate na www.menti.com, pridemo tudi do tja, da boste videli, in vtipkate kodo 446765. Katera stranka ima najboljši program? Dokler to počnete, vprašam še VD odgovornega urednika Uroša Urbasa, VD odgovornega urednika Dela Uroša Urbasa, kakšno bo poročanje medijev o tej volilni kampanji? Bomo imeli tokrat več poudarka gospodarskim programom strank. Uroš, izvoli. Hvala, Martina, za besedo. Mislim, da ja. Mislim, da je odgovor ja. Kar se tiče največjega slovenskega časopisa Delo, to vsekakor. Tudi vabim vas, da pridete dnevno na našo spletno stran delo.si, kjer bomo posebno pozornost namenili predvsem prihodnosti Slovenije. In če dovoliš, navezujoč se na tvoje vprašanje, 2 pohvali bi temu omizju vseeno želel dati. Prvo je, da v tej uri in pol nismo bili deležni nobene lekcije o zgodovini. To se mi zdi za prihodnost Slovenije dobro. Druga pohvala gre tudi na izbor tem. Menim, da si prave teme odpirala. Vseeno pa me po tej uri in pol moti, da nisem zaznal kaj dosti ambicije. Kaj dosti ambicije na vprašanje, kaj je za vas vizija boljše Slovenije? To je namreč politično vprašanje. To ni vprašanje za strokovnjake, ki naj po volitvah iščejo rešitve. Mnogo tehničnih ukrepov so tvoji gostje navedli, čeprav me vseeno malo skrbi, kje vse vidijo priložnosti za povečanje ali pa prerasporeditev zlasti davkov. To je moje kritično opažanje teh vaših napovedi. Nismo slišali nobene zaveze, obljube, katere davke bodo znižali. Prav tako me je tudi presenetilo, da ocenjujejo kot politiki, da je možno ključne sisteme urejati z novo regulacijo, z novo zakonodajo. In če lahko na koncu samo eno vprašanje, še za vse njih dan, kje vidim to vizijo boljše Slovenije, pa ga definiram kot, kaj je za vas pravičnejša Slovenija. Ker tu sem vseeno bil rahlo zmeden. Ali pravičnejša Slovenija pomeni uravnilovka, kjer smo vsi enako revni, ali pa pravičnejša Slovenija pomeni priložnost za dobre in ustvarjalne. Niso kaj dosti govorili o ljudeh, ki ustvarjajo vrednost, ki ustvarjajo dodano vrednost. Okay. Hvala, Uroš. Ne bom vas prosila, da odgovorite na to vprašanje. Mogoče je to izziv pri nadaljnjem načrtovanju in izvajanju volilnih kampanj, ker malo slabše vidim, rabim okulista, zdravstveno zavarovanje, niti ne vem, kako mi to pokriva. Katera politična stranka ima najboljši program? 98 odgovorov smo dobili doslej, mogoče bo kdo še kaj glasoval, 100 jih imamo. Prva
ne vem, gospod Tonin, če vidite, je Nova Slovenija z 45 glasovi. Sledijo Stranka modernega centra 24, Socialni demokrati 23 in potem Lista Marjana Šarca 5, Desus 1, Slovenska demokratska stranka 2. To niso končni rezultati. Danes v dvorani sedi 150, 200 oseb, ki ne morejo spremeniti izide volitev. Je pa dobra preverba utripa za vas, kaj lahko v kampanji še naredite boljše. Preden se poslovimo, imamo še dve nalogi. Ena je, da si pogledamo film o Sloveniji kot referenčni državi, ki je lahko tudi izziv za debato, kot jo je spodbudil Uroš. Na čem je Slovenija lahko referenčna? Morda za kakšen drugi AmCham breakfast. Vsem hvala, ker ste prišli. Ne še iti, dokler tega ne pogledamo, potem pa samo še zaključno dejanje za zaključno sporočilo za vse nas. Vida, a lahko dobimo film? Potencial Slovenije v prehodu v krožno gospodarstvo je predvsem v tem, da mi okrepimo svojo mednarodno konkurenčnost in sočasno zagotovimo kakovost bivanja ali pa vsaj ohranimo takšno, kakršno imamo. Mislim, da bi za investitorje bili mnogo bolj pomembni drugi ukrepi, ukrepi povezani z učinkovitostjo poslovnega okolja, z hitrimi administrativnimi postopki, s hitrimi pridobivanji gradbenih dovoljenj, recimo ena velika ovira za nove investicije so gradbena dovoljenja, z hitrimi sodnimi postopki. Mi se moramo usmerjati v inovativna delovna mesta, zanesljivo bi prineslo nove investicije, predvsem pa bolje plačane in dvig standarda, lahko rečemo, posameznika. Pa še vedno pogrešamo stimulacije, ki bi tista podjetja, tiste prebojnike, ki so na to pot že vstopili, ustrezno podprli za raziskave in razvoj, ki so ključne pri tem, da inoviramo, da iščemo nove poslovne modele, je premalo sredstev na voljo. Pri politiki obdavčevanja spet vidimo, da je delo še vedno obdavčeno tako, da nismo konkurenčni, tako da en cel nabor politik, ki so vezane na konkurenčnost, je tistih, ki tudi za krožno gospodarstvo pomenijo, da smo lahko nekakšni prebojniki ali frontrunnerji, kot temu rečemo. In tisto, kar se zdaj dogaja, kar vidimo ravno pri procesu digitalne transformacije, je, da evropske države več ne čakajo evropske regulative, ampak med sabo tekmujejo, katera država bo najbolj ugodna za določen poslovni model, za določene tehnologije. In tukaj je priložnost Slovenije. Ne, da čaka evropsko regulativo, ampak da je inovator pri tem področju. Imamo zelo močen privatni sektor z veliko količino know-howa, z globalno uspešnimi projekti, na drugi strani imamo pa staro zakonodajo. Sicer čutimo podporo vlade, čutimo podporo in razumevanje regulatorjev, ampak zaenkrat ni bilo nekih konkretnih sprememb, ki bi Slovenijo res naredila blockchainu in disruptivnim poslovnim modelom prijazno državo. Mislim, da je še dolga pot nas čaka do tja. Zaščita intelektualne lastnine pomeni monopol, pomeni konkurenčno prednost podjetja pred drugimi podjetji in če država zagotovi dobro zakonodajno podlago in če je sodno varstvo učinkovito, potem bo tako podjetje lahko tudi svojo konkurenčno prednost ustrezno izrabilo. Slovenska podjetja, slovensko gospodarstvo bo raslo na podlagi intelektualne lastnine. To je naša prihodnost, ne? Bo seveda pomembno, da bodo ti, ki prihajajo v Slovenijo, čutili, da je pravni sistem v Sloveniji močan, objektiven, hiter, seveda pa vse se pa začne pri zakonodaji. To se pravi, tu moramo sprejeti moderno zakonodajo, ki nas bo potem peljala na prvo mesto med primerljivimi državami. Največji slovenski preboj na področju intelektualne lastnine sama. Mi imamo izjemno veliko odličnih projektov. Ti projekti sami po sebi predstavljajo intelektualno lastnino. Imamo izjemen razvoj, imamo odlične inženirje, imamo zares veliko projektov, ki so na globalni ravni uspešni in v celoti bazirajo na intelektualni lastnini. Tisto, kar bi bil pa preboj, resnični preboj za Slovenijo, pa je, da je to intelektualno lastnino, ki jo že imamo, znamo tudi ustrezno zaščititi in tudi mednarodno, ne samo domače, ampak tudi mednarodno uveljavljati.
S tem pa bi želeli tudi zaključiti z ambicijo, da postanemo referenčna država. Naj rečem, da kar nekaj ambicij je bilo izraženih tudi že v vprašalniku, ki ga boste vsi, zahvaljujem se vsem, da ste ga izpolnili, tudi strankam, ki danes niste bili kot govorniki, in le tega boste vsi dobili 26. torej v ponedeljek, zato da imamo zapisano določene zaveze, vprašanja. Rada bi se zahvalila tudi vsem komisijam, EMČM delovnim komisijam, 6 jih želi konstruktiven dialog in verjamem, da tudi z vlado, kakorkoli bo že sestavljena, bomo z veseljem sodelovali v imenu mednarodnega gospodarstva. Za danes, za prvi pomladni dan, pa vsem želim, da gremo pozitivno in v konstruktivnem dialogu, kot je bil danes. Hvala lepa res vsem. Naprej, hvala tudi Martini, odlična izzivalka in hvala vsem. Torej, srečno, naj zmaga najboljši, vedno tako na koncu.